Fantasy. Radio Fantasy. Ok, Green Day so odpeli svoje 3 minutke čez polje ura, zdaj pa bomo odprli vse možne reglerje, pa začnemo debatirati. Kaj ti... Janko mi je vzel telefon in ga je dal drugmu. Kaj si naredil? Vzel si mi mikrofon, pa si ga dal drugmu dedu. Ja ne, mislim, slučajno v studiu leto Stefanijo, Game Over, dobro jutro, zdravo. Dobro jutro. Dobro, živo. Nisi pa edini, ker imamo vse tukaj, Popstars United, ne, in Cvetana in Alenka iz Bipopa, vmes Sebastian, tako da smo razdeljeni 1-1-1. Zdaj smo mogli ful na glas govoriti. Pa tek Cvetana, ti boš mogla ful na glas govoriti? Ja, ker si... Bom prišla ful blizu. Okay, Ja, ti si bolj taka nežna dušica, ne, tak da. Mislim, a si predstavljata, že videla sta dva in da še pripeljava vse ostale člane? Ja, si, ja, ve. Bi bila kar gužvica, ja? Bi bila kar manj. No, zdaj, tukaj ste 4. Na odru vas je, predstavniki tako. ja, na odru, ko ste bili pa 25. vas je bilo pa 30. A si preštel vse? Ja. 11 pevcev, pa en kup enih plesalcev, Plesalcev, ja. ekipe, pa še seveda ogromna ekipa v zakulisju, ki je skrbela za to, da vse brezhibno teklo, tako da res velik event in smo nenormalno uživali. Res ena čisto posebna energija je bila za nas in za poslušalce, ker naslednje jutro, ko smo odprli socialna mreža, se je zdelo, kot vsa Slovenija bila v media centru na Popstars United. Ja, je bilo noro. Zdaj Cvetana. Veste bile, zdaj končno, ne? Ker oni so se že 2022 malo družili, ne? Sam vas smo še čakali. Kak je bil zdaj ta comeback? Ja, malo so nam naredili luštne. Ja. Mi pa smo se res težko organizirali. Vse želja je že bila tudi prejšnja leta, ne? Ampak smo res želeli, da damo vse od sebe, da izpeljemo tako, kot smo. Je zato potreben čas in 4 organizirati, ne? Ali pa 11 nas organizirati, ne? Je bil kar en izziv, tako da, ampak nam je uspelo. Ampak so carice, ker so šle po 20 plus letih na enega največjih koncertnih odrov v državi in to je pa tudi za en velik aplaus, ne, ta naprava parke. Tako. In nobena ni padla z odra. In zadnje so šle domov. Tako. To dobro vedeti. Pa v bistvu smo tudi mi ugotovili, res je, da smo probali, kdaj je leta 2023 smo imeli. Zdaj pa prav tukaj, kdaj smo imeli? 22 Popstars United, da ni to čist, ne? Da nekaj vseeno manjka, tako da zdaj mislim, da je bila res energija na vrhuncu. No, super, mi se strinjamo in res komaj čakamo na 10. oktobra, ne, da to ponovimo, ne, na še boljši način. Ja, zdaj ste bili v Ljubljani in zdaj greste pa v Štajersko prestolnico, v Maribor. Dvorana Tabor, Stefanijo, Ja, prosim. dogajajo nam te prestolnice, zgleda. Srednja Slovenija, zdaj gremo na Štajersko. Ja. Pa mogoče še kakšna naslednja prestolnica, ne vem, obstaja še kakšna. Veš kaj se hecamo? Hecamo se, da žurko smo odkljukali, čage pa še ne in da čaga zdaj bo 10. oktobra v dvorani Tabor, ja. Ja, zdaj Power, ki je, če ste šli zadnje domov, ste si pol prvo šli malo, ne? Ostali so še bili očitno malo napeti, pa ni bilo to, da se sprostite, zdaj bo pa to z levo roko. Veš kaj, vsem je bilo na koncu večera žal, da je bilo tako hitro konec. Ker dejansko je to za nami 4-5 mesecev priprav, druženja in seveda nastaja en kup enih lepih spominov že na poti do samega nastopa. Potem nastop je pa tak čista čarovnija bil in v bistvu ta Maribor 10. oktobra se je zgodil bolj kot ne izključno zaradi media centra, zaradi neverjetnega odziva v media centru, ker je energija bila fantastična, ker se je ljudem snelo, mi smo uživali in smo rekli, veš kaj, to je treba ponoviti, to je škoda samo za enkrat, ne, tako da ja. Ampak pozor, 2 termina, sta prosim, zdaj pa res popravni spis za vse, ki ste Ljubljano zamudili, Maribor 10. oktobra, ker potem pa je počasi, ne. Vprašljivo. Pika. Vse pol bo pa primorska prestolnica. Zakaj hudiče moramo pa zdaj čakati nekaj do oktobra, zakaj neč prej? To se pa zmeni tam za mikrofonom. Ne, veš kak je? To je 11 pevcev, vsak s svojimi projekti in obveznostmi, dvorana mora biti prosta, celotna ekipa mora biti prosta, vsi plesalci mora biti prosti, tako da smo kar nekaj datumov premetali in zdaj je ta 10. oktober. Jaz mogoče še znam iz kakega video spota, kaj ja veš. Ja, to se pa da vse izkoristiti, valjda. Te držimo za besedo. Ja, smo slišali, dan kar eno, te ujamemo, ne. Powerke, poslušamo, ne.
Alenka, Sebastian, Cvetana in Stefanijo, pozdravljeni v studiu Radia Fantasy. Dobro jutro. Popstars United 10. 10. oktober, dvorana Tabor. Tako. Vstopnice so že seveda na prodaj, na Eventimu, Petrolu in popstars.si. Na splošno vabili na spletno stran, ker imate tam en kup enih informacij, pa tudi naše videospote, pa zgodovino in vse. Kaj pa zapravljamo lahko še za kaj druga, ko sam za karte? Bo kak mrč mogoče? Mrč je, ne. Veš kaj, trenutno smo se ukvarjali predvsem z programom. V Ljubljani ga še nismo imeli. Čak sam Pavel, ki pa ima morda neke majice. Šuši nekaj za kuhala. Ja, Pavel, ki pa ima svoje majice. Tako. Ja, je kar Ja, sem imamo videl. majice za našimi napisi, ti si bomba, ni še konec. Ujemi, Glavnem ne. besedila naših pesmi. Ja. No, se bi popke imajo tudi, pa jaz tudi. Cel dan bombico, ne. Stefanijo? Glede na to, da smo se res v Media Centru pripravljali na program, mislim, vsak je res vložil ogromno energije, da je brezhibno izgledal nastop. Zdaj pa bomo imeli še čas malo pogruntati, če kaj dodatnega, ne? Nagradne kakšne igre, ki so tudi Media Centru so bili eni kvizi. Veš kaj, pomembno nam je bilo, da pač ni samo koncertni del našega nastopa, ampak da je tudi pač cela izkušnja. Veš, da ljudje pridejo, ne vem, vrata bomo tokrat odprli že ob 6:30 in potem bomo imeli DJ-ja, muziko iz istega časa, pa kvize vmes, pa nagradne igre, tako da bomo še malenkost nadgradili Ljubljano. Ne? Jaz zdaj razmišljam, da bi mogoče kakšne spodnice dali za mrč ali pa nekaj. Ja. Recimo, ne, Ponošene iz zadnjega koncerta. Oh my god! Alenka, no, Jesus. Alenka gre takoj na... Ona gre na vse, ali pa My ne. god! Tam pa bi verjetno tudi moški želeli kakšne vaše spodnice. Ja, kakšnega medvedka izpred 20 let prinesel. Stefanijo, daš kaj na astrologijo? Ja, mogoče malo, ja. Dosti ljudi pa poznam, ki so okoli mene, ki dajo dosti na to. Jaz sem vprašal, zato ker poroka pa je bila na osnovi zvezd. A ni Poroka? bilo tvoja? Ja, nekaj je bilo, ja. Sam je že toliko časa nazaj. Ja, bo treba obnoviti. Ne, ja, ne takrat si pač rekel, da sta iskala pač ta datum tudi v povezavi z zvezdami. Dober spomin imaš. Ja, malo sem brskal. Še jaz sem to pozabil. Vidiš? Ne? Jaz sem zdaj razmišljal, odkot je za astrologija, pa da ta Ne, pogovor. ja, zato ker pol bi rad povezal zdaj še Alenko zraven. Rekla sta, ne vem, a ste šla na Maldive ali Ja, bili so ste Maldive. šla, ne? Ker zdaj Alenka je bila pa nekje drugje, ne? Bali? Bilo je kratko in sladko. Tako da vsakemu, ki se odpravlja kamorkoli že, kjer je let več kot 10 ur, priporočam, da grejo vsaj za 10 dni. Ker midva sva se praktično skoraj obrnila. Ja. Ne, ampak Sebastian, kaj pa lepa tvoj izkušnja. zadnji dopust? Moji zadnji so bili Filipini za novo leto Božič, naslednji pa tudi že v planu. Tako. Kam greš? Kam da greš? vem, kdaj greš, da te blokiram. Da te- Veš kaj, zdaj pa grem pa v Indijo. Ker je poletje, pa... Ne. Taj Mahal. Meni je vse zanimivo, fascinantno, kar je drugačno od zahodnega sveta. A greš Taj Mahal, klasik ali kam drugam? Ja, ne, pač Mumbai pa New Delhi. Ne bo več časa, ker 10 dni samo, ampak te glavne stvari bomo odkljukali. Ja. Do Drugače pa 10. Indija, nazaj. veš, Do ogromno. 10. da si nazaj. Že zdavnaj. Tukaj bo še vmes sigurno ne 5 potovanj padlo. Ja, no, kao nezgodno zavarovanje tujina, pa to imaš na reto. To je vse narejeno. Ej, Power Dancer, Demice Tana, poveš, čem ste se pa vi največ ukvarjali pri tem nastopu, ko ste ga imeli 25. Kateri del vaše opreme je delal največ težav in pomislekov? Ja, najprej smo rekli, da mi bomo definitivno, če se pojavimo, ohranili tisto energijo iz naših časov. To pomeni, da smo svoje točke odplesale in odpele, tako da to spominjanje koreografij, kako so šle, je kar bil en proces. Tako da pa tudi odločiti smo se mogli, katere pesmi, zato ker to ni bil samo naš program 2 ure, tako da smo poskušali vse hite nekako stlačiti v ta naš del te turneje, ne, ker zdaj bo ta 2, pa mogoče še upamo na 3. Tako da zatem, no, da smo vse to... Kaj pa s čevlji? Ja, to je seveda vedno velik izziv. Ne? Kaj bomo obule? Ne? Imeli smo ene take bularje, to je tako, da si daš 2 kili uteži gor. Pa petke so tudi izziv, ampak nekako, ko streniraš, potem ni nič težko. No, ampak ful ste imeli plesalcev. Zdaj,
V vašem videospotu je bil nekdanji plesalec tudi Sebastian. Jezus, ta vidva danes je formirana vsa čas, Jaz bravo. sem z vami in jaz sem vse spote naštudirala, kaj ste imeli oblečen, kaj ste bili v buti, veš. Ja, res, ja. Ja, bil je, včasih si bil. Sebastian je takrat Je pa tudi plesal pesmi, ni še konec, Ni še konec, so ne. takrat iskali plesalce, takrat sem plesal v plesni šoli njihovi in potem so me zbrali za enega izmed teh 4 fantov. To je bilo celo v bistvu moj prvi resni stik z show biznisom, ne. Predtem smo že hodili na pogled za Danny in Powerke gledali na koncertih in tako naprej, ampak da sem potem lahko z njimi nastopal, je bilo kar genialno. Evo, 20 plus let kasneje pa imam svojo plesno šolo, tako kot imajo one svojo plesno šolo, ne. Cvetana ima v Celju, jaz tudi Zumbike v Celju vsak četrtek, ne. Natka ima svojo plesno šolo. Tada ja, smo pridni. Poglej in za Deni, ne, tam si se pa ti z Markom spoznal. Ja, dejansko res. Ja. Jaz sem imel prej skupino, pred Game Over sem imel skupino No One, to je bil tak elektronski pop, so bila jaz pa pevka, Mina, bi jo pozdravil ob te priložnosti, če slučajen pržgala. V glavnem, ja, tam so se z Markom spoznala, on je tudi imel en band prej in ko sta najina benda razpadla takrat, smo se pač odločili, da bi naredila boy band, ne. Pa je on rekel, da pozna enega fantiča, ki zna pet. In smo se takrat dobili, tak je bil zelo suh, miren Denis, ne. Sem mislil, zdaj on za boy band, ne vem. In potem je imel pa največ oboževalk, recimo. Prav sta se odločila, vidiš. Prav smo se odločili. Ja, v redu, zdaj, Alenka ve, Bebopke pa, kolikor slišim, se pa s koreografijo ne ukvarjate veliko več, ker imate plesalce. Jo, je bila Tinkara presrečna, ko smo ene par elementov vseeno vključile v Media Centru. Mi smo se naplesale takrat, ampak smo vseeno zdaj tudi mičken povadile, potrenirale. Ne moreš glih biti čist primer na odru. Ampak da pa bomo zdaj res rasturale, ne vem, od začetka pesmi do konca, to smo pa kar rekli, prepuščamo plesalcem in plesalkam na odru. Powerke pa itak plešete, ampak vse imate pa Power Boyse. Tako. Mi smo v bistvu Power Dancer smo začeli tudi kot plesna skupina in potem v bistvu so kar predlogi prihajali in smo naenkrat začeli peti. Ples smo pa vedno ohranjali in je vedno bilo tisto, kar smo rade počele. Smo pa zdaj za ta Popstars imeli tudi spremstvo 4 plesalcev, to so naši prijatelji, tudi plesalci iz naših plesnih šol oziroma že trenerji plesnih šol. Tako da to je bila tudi ena posebna energija, ko smo bili skupaj z njimi, ne, ker so bili vsi zelo zabavni in uplifting, tako da mi smo se prerežali zelo veliko, tudi trenirali, tako da je res bilo fajno. Lepo, je bilo videti fajn. Ta proces, ne, ustvarjalni je bil tudi zabaven, čeprav je bila velika odgovornost, da to res izpeljemo. Po tolikih letih na tako velikem odru, mi nismo imeli nobene generalke, da bi šli nekam na en manjši špil, ne. Mi smo šli kar na ta velikega. Kar na polno. Ja, lej, ponovadi je tako, greš na vse ali pa nič, ne. Te pa kdor, a veš, ko gre kdor ne riskira, Ne profitira. Profita je bilo kaj. Zelo veliko. Ja, Najlepše bogatstvo so spomini, veš, ker spomini pa so nepozabni, to pa je noro. Tako da komaj čakamo. Stefanjo modro molči. Neki v žep, veš, oni se pa odnaslavajo na spomine. Cajta nam je zmanjkalo, viš, ko je fajn, vedno hiter zgine vse skupaj. Ja, moramo povedati, da 10.10. je torej naš Popstars 2, drugi in da veliko ljudi je ostalo brez stopnic za Ljubljano in zdaj naj kupijo, ker potem bo zopet razprodano in mogoče bo kdo ostal brez karte, ne vemo pa, če se bomo kdaj v kratkem še pojavili vsi 4. Pa pomembno je povedati, da tokrat smo dogodek odprli tudi za mladoletne osebe. Lepo prosim, kar je bilo v Ljubljani malenkost drugače in smo rekli, ne, zdaj pa popravni izpit, povratno informacijo smo dobili in zdaj lahko pride tudi vsi tisti, ki so bili v dvoje, kot mož, žena ali punca, fant, zdaj tudi s svojim podmladkom. Ker dejansko je to glasba, ki je preskočila generacije in jo tudi mladi pojejo in smo rekli, veš kaj, treba jim je to dati, pa tudi vsi imamo plesne šole, pa naši plesalci hočejo priti pogledati in smo rekli, ja, dajmo. In smo zorganizirali, tako da izkažite se, Štajerci in širša okolica. Moramo pa še seveda omeniti, da res gre za dogodek, ne gre za koncert, tako da se ve mogoče mičken zadeva zavleči, ampak bo vmes mal DJ, musko rolov seveda iz naših časov, kakšna nagradna igra za merch, mogoče bomo pomislili na to, ampak ja, tako da se ve zadeva zavleči.
Ja, ampak mislim, koncertni del se bo zgodil v normalnih urah, seveda, ne? Bo pa potem after party z DJ-jem tak naprej, ne? Tada začnemo ob 21. uri, kar je pomembno povedati, ne? Dan matinejo. Ob 4 popoldne. Ja, gled, če napolnimo 21. uro. Damo ob 6 ure kvize, pa vse pa pol koncert, ne? Ja, tako, ne, vse bo, ful bo animacije, ful bo dogajanja, res nihče, ki bo prišel, želimo, da vsak, ki pride, da tega ne obžaluje. In to se je zdaj izkazalo po Ljubljani, da se je to zgodilo in zato tudi Maribor pričakujemo, da bo še večji razpad sistema v najboljšem pomenu besede. V glavnem, če se hočete pomladiti, ne rabite kalogena, pridite v dvorano Tabor 10.10. Pomladili vas bomo za 20 let, tako da be there. Ravno sem hotel reči hvala, ker nas vračate v mladostniška brezbrižna leta. Tako da se vidimo 10.10. Tako, 10.10. Vse informacije na popstars.si, karte pa na tudi Petrolu in Eventimu. Prijazno vabljeni. Mi smo imeli vrhunsko in vsem privoščimo enako. Popstars, bejte se lepo, se vidimo, čau! Hvala za vabilo. Radio Fantasy. Radio Fantasy.